Ta teden, oziroma prejšnji teden je pač razkrito bilo lastništvo Kolonela, pa da je Šrot pač kar precejšen lastnik Pivovarne Laško, zdaj uradno, no, ženo skupaj pa še s kakšnim solastnikom. No, ta teden je pa, mislim, da glih včeraj tudi Igor Bavčar povedal, da je približno na enak način ima željo prevzeti Istrabenz, pa me zanima, kakšen je kaj več komentar, glede na to, da sta oba skupaj vredna po ocenah Finance tam dobrih 30% letnega slovenskega proračuna. Torej, v Slovenski nacionalni stranki smo že večkrat upozorili na nedopustno bogatenje posameznikov na račun družbenega premoženja in prav gotovo je nerazumljivo dejstvo, da recimo nekatere osebe, ki so bile še pred desetletjem in pol povprečni državljani, jaz se spomnim recimo nekaterih, ko so še z motorjem prihajali v Ljubljano na Roško in takrat so bili pač zagovorniki človekovih pravic, v megafonu pili pravice zapornikov, ki so bili v zaporu, mislim na Janšo in Tasića, so danes bogataši, enormni bogataši. Prav gotovo to ni prav. Večkrat smo že izpostavili vprašanja, jaz sem jih sam nastavil na vlado, zakaj se ne razišče izvor premoženja in seveda tudi na nek način preveri zakonitost pridobljenega premoženja pri tako imenovanih slovenskih tajkunih, vendar to se do danes ni zgodilo. In te račune plačujejo delavci, socialno stanje je tako kot je, zopet ta račun, o katerem govoriva v Istrabenzu, ki je dejansko skoraj že uničil vse slovensko gospodarstvo, vemo, kaj se dogaja z podjetji, ki jih kupuje gospod Bavčar, bo zopet izstavljen delavcem. Tako da mi ne vidimo v tem nič dobrega, kvečem nevoljo in tudi premier sam je povedal, da ve, odkot izvor tega premoženja, čigave so barke ob interpelaciji, velike jahte premožne in ne vem, zakaj enostavno ne pove, odkot nekaterim tako enormna količina denarja. Sporna so tudi dejansko pridobljena sredstva za nakupom deležev podjetij, ko so bila zastavljene nekupljene delnice kot garancija, tu mislim predvsem na Klemenčičevo, ko je kupovala Triglav, pa verjetno tudi nesporno, nezakonit pobran denar drugih, ki so vlagali v vrednostne papirje, pa potem čudežno izginili. Skratka, to vrstni kriminal pri nas se ne nadzoruje in spodbuda tistim, ki nameravajo s tem nadaljevati, ker še je čas, verjetno se nihče ne bo zganil in nekaj je še za pobrat, mi se s tem ne bomo ukvarjali, zagotovo ne. Hvala lepa. Lahko pričakujemo aretacijo Boška Šrota? Če bi bili v pravni državi, bi prav gotovo morali ugotoviti vsaj 3 zadeve. Prvič, da je gospod Šrot lagal, ko je govoril, da ne obstaja za fiktivnim naslovom njegovo ime in priimek. Drugič, da je nezakonito prišel do tega denarja. In tretjič, seveda, bi morali zagotoviti pravno varstvo vsem, ki so oškodovani. To pa pomeni seveda v končni fazi tudi aretacijo in takim je mesto v zaporu in seveda tudi razlastitev bi se morala zgoditi. To kaže na korupcijo ljudske stranke in dejstvo je, da ta korupcija obstaja tudi v drugih strankah, tako v Novi Sloveniji, pa še v kateri drugi.